Predlagani zakon o psihoterapevtski dejavnosti je bil nuja, ki pa se, kot kaže, utegne sprevreči v še en sistemski fiasko, ki bo okrnil strokovnost na tem področju ter posledično vplival na kakovost ter varnost obravnave bolnikov. Čakalne dobe so, kar se tiče klinične psihologije, pedopsihiatrije in psihiatrije na različnih ravneh zdravstvenega varstva različne, vendar še vedno predolge. Toda pristop za njihovo odpravo se ne zdi pravi. Kar se namreč tiče predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, medicinska stroka danes tako rekoč soglasno opozarja, da zakon, ki naj bi omogočil vključitev terapevtov brez medicinske izobrazbe v zdravstveni sistem, neposredno ogroža paciente. Zakaj? Se mi zdi, da je tukaj več dejavnikov za poudariti. Prvi je tak, ki ste ga že sami omenili, in sicer pomanjkanje medicinske izobrazbe. Vsi tisti, ki trenutno delamo v zdravstvu, psihoterapijo kot enega od načinov zdravljenja, imamo osnovno izobrazbo na področju, ki se s tem področjem duševnega zdravja ukvarja. Imamo široko izobrazbo na to temo, v prvi vrsti smo to zdravniki pa psihologi. Delajo pa z nami tudi delovni terapevti, socialni delavci, še kakšen tak profil, ki morajo potem po neki svoji osnovni univerzitetni izobrazbi opraviti tudi pripravništvo znotraj zdravstva. Potem pa nas ima večina še zelo usmerjeno specializacijo, ki je dolgotrajna, obsežna, ima zelo visoke strokovne kriterije, ki moramo zadostiti, da dobimo potem naziv klinični psiholog, psihiater, pedopsihiater. In tukaj je ta tisti glavni manko, da tukaj pa ni zadoščeno tem osnovnim potrebam po strokovnem znanju, ki bi ga mogli imeti tudi vsi poklici, ki vstopajo v zdravstvo. Zdaj, ena stvar, ki se zdi meni tudi zelo pomembna, je, da vemo, da pravzaprav je topla voda že odkrita in da jo ni fajn odkrivati na novo. Zdaj, v tem predlogu zakona se pravzaprav pišejo vsebine, ki niso skladne z tistimi, ki že veljajo v zdravstvu. In prav zaradi tega nas vse skupaj skrbi, ker se v bistvu vsebinsko postavljajo stvari na glavo, tako kontradiktorne so. Nam se zdi poleg tega, kar je Nina povedala, in načina izobraževanja, s katerim vstopajo v sistem, zdaj kot nek nov poklic, ki prej ni obstajal. In tudi mi menimo, da sama psihoterapija ali psihoterapevt ni poklic, ampak je oblika pomoči, ki jo ponujajo trenutno v zdravstvu kadri, ki so, kot je Nina lepo pojasnila, že izobraženi za neko osnovno izobrazbo. Zdaj, hkrati je pa pomembno tudi to, da je ta osnovna izobrazba zelo drugačna od predlagane izobrazbe nekaterih v bistvu predlaganih, novo nastalih zaposlenih. In tle nas skrbi tudi to, zato ker so izrazito nizki in zelo nenavadni standardi izobraževanja. V tem kontekstu pa je zanimivo tudi to, naprimer, da je 60 slovenskih nevrologov izpostavilo konkretni primer, naprimer bolnika s Parkinsonovo boleznijo, pri katerem se zaradi terapije, ki jo prejema za upočasnitev napredovanja tega nevrodegenerativnega obolenja, lahko razvije impulzivno vedenje, za katerim pa se lahko skriva tudi možganski tumor. Po trdnem prepričanju psihiatrov, psihoterapevt, ki nima ustreznih znanj, ne bo prepoznal tega ozadja. Na podobne izzive seveda opozarjajo tudi predstavniki drugih vej medicine. Kako pa bi to po oceni kliničnih psihologov vplivalo na celostno klinično obravnavo, denimo v hematologiji ali v otorinolaringologiji, kjer tudi vidve na klinični ravni pomagata obolelim? Zdaj, res je, to nas zelo skrbi in tudi na to zelo opozarjamo.
Zdaj opozarjamo pa tudi zato, ker pravzaprav od nekaterih strokovnjakov, ki sedaj delajo na trgu dela vsebine psihoterapije, velikokrat slišimo, da je v bistvu dobro opuščanje zdravil, da pravzaprav je psihoterapija, bomo rekli, oblika zdravljenja, ki lahko reši vsakršno težavo in nas prav zaradi tega še toliko bolj skrbi. Zdaj, tekom specializacije seveda klinični psiholog ali pa tudi zdravnik, psihiater kroži na vseh področjih dela v medicini. In v bistvu je osnovna naloga vedno, tako kot je osnovna naloga zdravstvenega delavca, da se najprej izključi najbolj ogrožujoča stanja za kateregakoli pacienta. Kar pomeni, da moramo vedno pomisliti, ali gre za sliko neke simptomatike, more biti tudi za kakšno organsko stanje, ali gre mogoče za posledice jemanja zdravil. In seveda moramo vedeti, če bomo to spregledali, ogrožamo paciente direktno. Po drugi strani pa tudi je pomemben ta del, da mu lahko sporočamo zelo napačne stvari, zaradi katerih ne bomo zmanjšali njegove stiske, ampak jo bomo povečali. In to nas seveda za to obliko izobraževanja, ki jo predlaga predlog zakona, a ne zelo skrbi. Mogoče tukaj en primer iz naše vsakdanje prakse. V zadnjem času je moderno pripisovati vse zdravstvene težave nekim psihološkim, vedenskim vzrokom. In tako tudi mi pogosto srečamo bolnike, ki pridejo k nam v veliki še dodatni stiski zaradi tega, ker pripisujejo svojo bolezen, na primer hematološko, nekim čisto napačnim vzrokom, pogosto sebi, nekim svojim vedenskim vzorcem, pa naj bo to, ne vem, nezdrava prehrana, kajenje, mogoče stres, ki se mu je mimogrede mogoče izogniti, in to dodatno stisko, krivdo, ki nima nobenega mesta, ki nima nobene znanstvene osnove. In potem pridejo bolniki še v veliko večji stiski, kot bi že sicer bili, lahko posegajo po nekih vedenjih, ki ne samo, da so nekoristna, ampak celo škodljiva. In tukaj mi tudi vidimo veliko nevarnost tega, kar se ne bi zdaj sprejemalo. Po predlogu zakona, ki so mu poslanci po prvi obravnavi prižgali zeleno luč za nadaljnje sprejemanje, bo zdravnik, ki dela v sklopu osnovnega zdravstva, pacientu torej lahko napisal napotnico za psihoterapijo, ki pa jo bo v prihodnje lahko izvajal nekdo, ki, kot smo že omenili, nima ustreznega medicinskega znanja. Kakšne pasti in nevarnosti še vidite v takšnem pristopu, v takšnih možnostih, ki jih odpira zakon, če bo ta sprejet v predlagani obliki? Klinično-psihološka in psihiatrična diagnostika je proces, ni enkraten dogodek. Tukaj želi zakon nekako postaviti sistem tako, da bi nekdo najprej prišel na neko oceno v kliničnem psihologu in psihiatru, potem pa ne bi ga mi napotili naprej v psihoterapijo. Tukaj je tako, vam bom dala en primer, mogoče eno analogijo, spet z mojega področja delovanja. Dajmo si predstavljati, da se nekdo, ki nima medicinske izobrazbe, malo bolj poduči o enem tipu kemoterapije, s katero zdravimo eno specifično hematološko bolezen. In potem zdravnik na podlagi neke neugodne krvne slike napoti bolnika k temu specifičnemu, kako bi temu rekli, zdravilcu, z eno specifično metodo. In potem kaj? On s to eno specifično kemoterapijo zdravi nediferencirano krvno bolezen, na podlagi ne vem kakšne diagnostike. Tukaj mogoče fino malo razmišljati, kako bi bilo pa na področju drugih medicinskih smeri, drugih ved, mogoče malo vidimo resnost tega, ker se mogoče na področju duševnega zdravja pogosto spregleda, pa banalizira.
Zdaj, meni se še ena stvar tukaj zdi zelo pomembna. Ne? Tudi zdaj so osebni zdravniki pošiljali ljudi v psihoterapevtsko obravnavo. Vedelo se je pravzaprav kam, zato ker so napisali osnovno izobrazbo strokovnjaka, kateremu so poslali. Ali so poslali k kliničnemu psihologu, ali so poslali k psihiatru. Zdaj, jaz vidim zelo veliko past, tudi past, ki je povezana seveda s tem, da se mi v bistvu zaskrbljeno zdaj poskušamo postaviti in jasno povedati svoje stališče, zato ker kako še bo lahko zmeden osebni zdravnik, ki se bo mogel odločati, komu poslati, ker vedeti moramo, da seveda osebni zdravnik pošlje k nadaljnjemu strokovnjaku prav zaradi tega, ker računa na njegove kompetence, kako bo on izbiral, komu naj pošlje. Drug vidik, ki se mi zdi pa zelo problematičen in mene osebno zelo skrbi, je pa to, kako bo pravzaprav v zdravstvu potem v nadaljevanju izgledalo sodelovanje med različnimi strokovnjaki, ki je že zdaj v bistvu v timih lahko zelo kompleksno, ker kako zmedo bo lahko v končni fazi doživljal bolnik, ki bi eventualno dobival navodila od enega psihoterapevta, ki bi bile popolnoma drugačne od navodil kliničnega psihologa. In vedeti moramo, da tle se ve, da delo bo zelo drugačno, zato ker gre za popolnoma drugačno izobraževanje in tudi izbrane metode dela bodo zelo drugačne. In zdi se mi, da je v bistvu pri bolniku, ki že tako v osnovi, seveda, mi dve govoriva z področja somatske bolezni, seveda bolniki že v osnovi so v veliki stiski zaradi same bolezni, potem bodo pa dodatno v stiski še zaradi zmede, ki bodo posledica različnih mnenj, različnih navodil, mogoče celo kontradiktornih, kar je popolnoma pričakovano. Sej že v bistvu naša debata zdaj kaže, da smo zelo na različnih bregovih. Predvsem pa se človek vpraša, kaj pomeni to, da zakon pravzaprav, lahko rečemo, odpira vrata v javno-zdravstveni sistem ne zgolj na nenavaden način, ampak tudi na zelo skrb vzbujajoč način. Drži. Nam je sporno tudi to, kako se je ves čas ta zakon oblikoval. Sej v bistvu stroka, ki trenutno opravlja psihoterapevtske storitve v zdravstvu, je bila ves čas pripravljena na sodelovanje. Ampak je bilo videti in zdaj je tudi jasno, da je zakon spisala skupina ljudi z nekimi vsak svojimi interesi. Na eni strani seveda za interesi potem, da si pravzaprav priskrbiš kliente, kar je seveda zelo sporen motiv v zdravstvu in mi smo tudi upali, da bo ministrstvo zagovarjalo to, da pač se ves čas sledi na prvem mestu kot prioritetni cilj varna in strokovna obravnava. Ampak tukaj so pravzaprav bili načrti nekaterih posameznikov, ki so spisali ta predlog, seveda drugačni. Tukaj govorimo, pa ne gre za edini tovrstni primer, za na eni strani argument moči, na drugi strani moč argumentov in vidimo, kam se pač tehtnica nagiba. Zato bi omenila kar 2600 vodilnih strokovnjakov, ki delujejo oziroma delujete na področju duševnega zdravja, je podpisalo javno peticijo, po kateri predlagani zakon o psihoterapevtski dejavnosti zaradi strokovnih pomislekov ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Državnozborski glasovalni stroj temu apelu ni prisluhnil, vsaj v prvem branju ne. Kljub spremljevalnemu dopisu, kjer se vaši oceni pridružuje 44 razširjenih strokovnih kolegijev, torej najvišjih strokovnih teles na področju medicine oziroma zdravstva, manjka edinole mnenje RSK za gastroenterologijo, ki je še v nastajanju. Novemu pristopu poleg pedagoške stroke nasprotujejo tudi številna združenja bolnikov, tudi tista zelo, zelo dejavna, ki so naredila ogromno dobrega za svoje člane in za njihove bližnje. Kaj vam glede na to, da vsa to vrstna opozorila izzvenevajo v prazno, sploh še ostane na voljo? Ja.
Res je to, kar ste rekli. Mi zdaj v resnici še upamo, da bo politika poskrbela za državljane in da bo pravzaprav ta odločitev, ki je nenavadno zdaj prepuščena politikom, ki niso strokovnjaki, da bodo prisluhnili stroki. To si zdaj zelo želimo in upamo na to. In tudi upamo na to, da pravzaprav se politika v tako občutljivi vsebini, kjer gre lahko za hude posledice pri bolnikih, ne bo ukvarjala za politiko. Se pravi s tem, da pravzaprav se ukvarjajo lahko tudi s tem, a bodo dobili naslednji mandat in da ne bo vprašanje, ali koalicija drži s koalicijo, ampak da se bo lahko vsak posameznik, vsak poslanec vprašal, a si pravzaprav on za svojega svojca ali zase želi takšne ali drugačne obravnave. Tako da najprej je naš prvi korak in upamo na to. Kasneje pa zagotovo razmišljamo tudi o ostalih korakih in zagotovo se mi zdi, da je prav, da v bistvu strokovnih argumentov ne pustimo na strani in da jih probamo predstaviti vsem inštitucijam, ki nam lahko kakorkoli pri tem pomagajo. Je pa pravzaprav zelo povedno, da Ministrstvo za zdravje, ki bi vendarle moralo aktivno vpeti v pripravo tovrstnih dokumentov in posledično tudi ureditve v javnozdravstvenem sistemu, nekako ne sliši tovrstnih opozoril oziroma se ne odziva nanje. Se mi zdi, da gre tle tudi za politiko in pravzaprav razumemo lahko tudi njihovo vlogo, ki pa bi mogla pri izrazito občutljivih vsebinah upoštevati strokovne argumente. Res nas to skrbi. Videti je strani nekaterih iz Ministrstva za zdravje, ki so se v javnosti o teh vsebinah opredelili, da gre po našem mnenju tudi za slabše poznavanje našega področja dela. Vedeti moramo, da smo vsaj klinični psihologi in tudi psihiatri, v primerjavi z drugimi zdravstvenimi delavci v zdravstvu še vseeno manjšina. Zavedati se moramo, da mnogi ne poznajo, kaj je razlika med kliničnim psihologom in psihiatrom. Tako da moramo vedeti, da pravzaprav tle gre za podobno vprašanje, da v neki manjšini odloča večina, ki je ne pozna. Tako da upamo, da bo tle zakonodajalec prepoznal v bistvu številne organe, RSK-je, se pravi strokovne delavce, ki v zdravstvu že opravljamo to dejavnost in da bo morebiti probal urediti to področje. Mi vsem predlagamo dvotirni način, ker pravzaprav zdaj že samo dejstvo, da se zakon oblikuje že 20 let in več, kaže, da gre za občutljivo področje. In zdaj, da ga bomo tako na silo uredili, najbrž ne bo koristno za nikogar. Predvsem upamo, da ne bo na koncu odgovorno za to, kako strokovno bo obravnavan pacient, ostala na pacientovih plečih. To bi moglo biti na plečih stroke in zato tudi apeliramo na politiko, da se je upošteva. Pereči problemi, ki so vzniknili na tem področju, pa naj bo to v zdravstveni sferi ali pa nasploh v družbi, kjer status psihoterapije doslej ni bil urejen, so večplastni, vse prej kot novi, kot ste že rekli, neznosni so tako za paciente kot za strokovnjake, ki delujete na tem področju. Težave, ki se pojavljajo v klinični praksi na vseh ravneh zdravstvenega varstva, so povezane z nasplošno slabo dostopnostjo do kliničnih psihologov, pedopsihiatrov, psihiatrov. A precej široko zevajočo kadrovsko vrzel naj bi vendarle s časoma zapolnili z ustrezno klinično izobraženim kadrom. Kaj kažejo projekcije in kakšne so v tem smislu razmere v kliničnem okolju, kjer delata? Trenutno je v procesu specializacije iz klinične psihologije, psihiatrije in pedopsihiatrije ogromno število nekih mladih strokovnjakov, ki bodo v kratkem času, v resnici v 4 letih, 5 letih, zelo izpolnili to vrzel in bodo tudi čakalne dobe na ta račun krajše.
Je pa tukaj pomembno poudariti, da za sistemsko spregledano področje ne moremo pričakovati, da bojo rešitve v pol leta s čarobno palčko, in ne bojo. Mi pričakujemo, da se bojo v primeru sprejetja tega zakona čakalne dobe podaljšale, ker bojo čustvene stiske ostale neprimerno prepoznane oziroma neprepoznane, in bo to pomenilo večjo potrebo po dodatni obravnavi. Zdaj, mogoče včeraj smo imeli en sestanek, kjer smo gledali podatke, koliko je pravzaprav od leta 2013 bilo novih specialistov klinične psihologije, in številke so res povedne, tako da bodo veliko povedale tudi o tem, koliko bo več kadra v naslednjih letih. Zdaj, recimo v letu 2013 so bili 3 novi specialisti klinične psihologije, medtem ko se je število, to je to, kar je Nina poudarila, zanemarjeno področje duševnega zdravja leta in leta in leta. No, ampak v letošnjem letu bo pa že junija 26 specialistov klinične psihologije, ki bodo končali izobraževanje in naredili specialistični izpit, kar pomeni, da jih bo konec leta okoli 50, kar pomeni, da če zdaj izračunamo iz 3 na 50, gre seveda za zelo veliko razliko, in v bistvu resolucija o duševnem zdravju je pravzaprav to področje dobro naslovila, in v bistvu je pravzaprav to zdaj reševanje na ta način zelo neustrezno, ker je strokovno neustrezno, po drugi strani je pa neustrezno tudi zato, ker pravzaprav se zanemarja v bistvu vse to, kar je resolucija tudi poskušala urediti v zadnjih letih. Kakovosten, zaupen, s poglobljenim strokovnim vedenjem tlakovan odnos med pacientom in zdravnikom in seveda tudi celotnim zdravstvenim osebjem, vsemi, ki so obolelemu in ste obolelemu v pomoč in oporo, izrazito vpliva na uspešnost zdravljenja. Kako pa bo v prihodnosti, če se nanjo še enkrat ozremo z vidika predlagane vsebine zakona o psihoterapiji, po vajini oceni poskrbljeno za varnost bolnikov? Povsod, tako v somatski medicini kot v psihiatrični, je pomembno poglobljeno znanje, tako psihopatologije kot tudi različnih telesnih sistemov bolezni. In to dvoje je ključno, da mi lahko dobro delamo z bolnikom, da znamo presoditi, kaj je pravzaprav v tistem trenutku na mestu, kaj je strokovno ustrezno, da ga podpremo in mu pomagamo. In to nikakor ni vedno psihoterapija. Psihoterapija je eden od mnogih načinov zdravljenja, ki jih uporabljamo psihiatri in klinični psihologi, in pri nekaterih bolnikih in v nekaterih obdobjih je kontraindicirana, lahko škoduje. Celo do te mere, da vpliva na somatsko bolezen, kot so že izpostavili nevrologi, tudi na vseh ostalih področjih medicine lahko veliko zaznamo že mi, in je, potem kot je Petra prej povedala, ključno, da najprej preverimo telesno stanje pacienta in šele potem lahko sklepamo o nekih psihičnih vzrokih za trenutno simptomatiko. Ja, meni se zdi, da recimo bo zagotovo lahko to problem, da bi en pacient, ki v recimo borbi proti svoji bolezni rabi svoj imunski sistem porabiti za v bistvu res to biološko borbo, bo lahko za neko poglobljeno psihoterapevtsko obravnavo, ki je, kot je Nina pojasnila, lahko kontraindicirana, dekompenziran, telesno izčrpan, in pravzaprav bo zaradi tega morebiti celo njegova telesna bolezen imela slabši izid. Zdaj, to se mi zdi seveda en zelo zaskrbljujoč vidik. Po drugi strani bi pa lahko jaz že iz današnjih obravnav mojih pacientov, ki sem jih imela, pomislila tudi na ta del. Recimo, danes sta bili 2 pacientki. Ena, ki je obravnavana pri kolegici psihologinji, ki sama prepoznava, da pač nima dovolj znanja v primerjavi s kliničnim psihologom, in v bistvu direktno pove pacientu, se to boste pa obravnavali pri Petri. Tako da druga pacientka, ki mi je pa danes mirno povedala, je rekla, jaz sem bila psihoterapevtsko gor in dol obravnavana, sem in tja,
ampak pravzaprav šele zdaj resno dela, ne, mogoče na vsebinah, ki na prvi pogled izgledajo banalne, ampak zdaj jaz kot terapevtka že vem, ne, da so zelo pomembne. In to je tisto, kar je Nina pripoudarila, da se znajo daljšati naše čakalne dobe, glih zaradi tega, ker bo pač, bomo rekli, različna usposobljenost različnih strokovnjakov in potem se bodo mnogi pacienti lahko celo po eni obravnavi obračali na drugega strokovnjaka, kar bi pa seveda ob prvem omenjenem problemu bil še en dodaten problem.